napornem gazanju na Javornik nad Črnim vrhom sem danes izbral eno lažjo zimsko turo, krajšo, nezahtevno saj je pot ratrakirana. Grem do Koče na Starem Ljubelju. Parkira se lahko tik pred predorom Ljubelj, desno, kjer je brezplačno, ali pa tule pod Zelenico, kjer je 3 evre celodnevno parkiranje. Tisto prvo brezplačno je zelo hitro zasedeno. Od leta 1963 se tu vozimo v Avstrijo skozi predor Ljubelj, predtem pa je treba bilo se zapeljati še precej višji na 1370 metrov na stari prelaz Ljubelj. Danes je ta cesta zaprta, je pa priljubljena med pohodniki, pozimi pa se z nje tudi številni radi sankajo. Ob koncu tega videa pa vam predlagam še 5 še lažjih zimskih tur za vse generacije. Ste vedeli, da je bil to včasih eden najbolj strmih prelazov v Alpah? Povprečen naklon 14%, mestoma pa gre tudi preko 20%. No, takole po zimi je vzpon vseeno prav zabaven. Ob nedeljah je tule pa v Sloveniji, vse tako se zdi. Še ena zanimivost. Pred letom 1962 so tu kar nekaj desetletij organizirali tudi avtomobilistične dirke. Še dan danes pa junija organizirajo tako imenovani Hrastov memorial, ko po teh makadamskih zavojih navzgor podijo z motorji starodobniki. Že na samem vzponu pa se nam pokaže nekaj res lepih razgledov na okoliške gore, visoke tam okrog 2000 metrov, na Begunjščico, na veliki vrh Košute in pa tule najbližje je Košutica, na kateri še nisem bil, moram enkrat res iti. Vzpona do Koče na Starem Ljubelju oziroma do nekdanjega mejnega prehoda je za manj kot 1 uro, 300 višinskih metrov, 2,5 km. Koča, ki je zelo priljubljena, je odprta vse leto od srede do nedelje. Tura se lahko podaljša še za kakšnih 20-30 minut, za 140 višinskih metrov do razgledne točke Polna Peč tu na tem mejnem grebenu. Obljubil sem še 5 še lažjih zimskih tur za vse generacije. Iz Planice do doma v Tamarju ali od jezera Jasna do Koče v Krnici, tudi tam se lahko sanka, na Pokljuki z Rudnega polja do Zajamnikov, z Rakitne po cesti na Krim ali pa z Rogle na Lavrenška jezera. Pokažem zdaj nekaj utrinkov z teh tur, ki sem jih naredil v prejšnjih letih.